Everybody knows heartbreak, isolation. Ok, nehimo sanjati pa 2018. Akcija. Svetovni dan mladih v Krakovu je bila zame tako ful nora izkušnja. Mladi na kupu, zagnanost, povezanost, ful močna narodna zavednost, pa še maša vsak dan. Mislim, kaj češ boljšega. Moram vam priznati, da sem potem rabila ene 14 dni, da sem se spet navadila nazaj na vsak dan. In v teh 14 dnevih privajanja na vsak dan sem reflektirala vso to dogajanje v Krakovu. In najbolj mi je bilo zanimivo to, da sem bila v Krakovu 14 dni vsak dan ful dobre volje. In ni bilo jasno odkje, kako je bilo to sploh možen. 14 dni največje veselje. In potem sem razmišljala, je res, da so bili tam ljudje, ki so bili ful v redu, zaradi katerih je bilo možno to veselje. Je res tudi, da sem spoznala nove ljudi, ki so ful v redu in je bilo zaradi njih možno to veselje. Ali pa je bilo to samo zaradi tega, ker nas je bilo tam 3 milijone mladih, 3 milijone katoličanov in pa me sam prešine. Špela, ti si bila zdajle 14 dni vsak dan pri sveti maši. To mora biti to! In takrat sem se odločila, da bom začela čim bolj pogosto hoditi k sveti maši. Ampak ne s kakšnim koli posebnim namenom, ampak zgolj zaradi svete maše. In začela so se mi dogajati nore stvari. Deli misala, ki sem jih slišala že milijonkrat, so me prav posebej začela nagovarjati. No, ampak potem začnejo minevati dnevi, tedni in meseci in euforija počasi se izgineva. Vsak dan se začnejo pojavljati težave in letos v adventnem času sem se znašla v eni taki malo večji krizi. Naenkrat se je name zgrnila gora krutih spoznanj, koliko še nimam razčiščenih stvari in koliko mi še ogroman manjka, da bi si lahko rekla, Špela, v redu si. Takrat sem bila na adventnih duhovnih vajah in smo imeli zvečer adoracijo, na koncu adoracije pa je vsak lahko pokleknil pred Najsvetejše in dobil osebno blagoslov. Ko sem videla, kako udeleženci hodijo pred njega, sem se sama odločila, da pač jaz ne grem, ker nimam razčiščenih zadev in ker se nočem delati kar nekaj ponižno, če to nisem. Ampak ko je šlo v Najsvetejšo tabernakelj, sem bila res jezna nase in sem se odločila, da bom v kapeli, dokler ne bom razčistila z Bogom. Med adoracijo je kipela jeza iz mene. Pridite k meni vsi, ki ste obteženi in jaz sem vam dal počitek. A ja? A res? Vsak dan prihajam k sveti maši in ti dajem vse, kar imam in se ne počutim čist nič boljš. In potem so se mi kakor v zagovor začeli pojavljati dogodki iz Krakova. V smislu, kaj pa Krakovo? A to je bilo tudi vse laž. Ti ljudje, to vzdušje, to je bilo vse laž. In ko sva ostala sama v kapeli, je bil v meni res en tak ful velik nemir. In postavljena sem bila pred vprašanje, ali se želim odločiti za njega ali ne. In vera res je veselje. Zaradi tega, ker nikoli nismo sami. Tudi če bi nekdo prišel v kapelo in me videl tam, bi mislil, da sem sama, ker fizično sem bila, samo v bistvu pa še res nismo. In vera res je veselje zaradi tega, ker smo ful v redu. Zaradi tega, ker so čisto redu tako, kar smo, čeprav smo ful ranjeni. In vera res je veselje zaradi tega, ker smo ful svobodni. Zaradi tega, ker se lahko svobodno odločamo za katerekoli stvari. In zadnjič, vera res je veselje. Zaradi tega, ker trpljenje nima zadnje besede.